dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, drage gledalke. V nocojšnji oddaji Vaše zdravje, naša skrb. In kot že ime samo pove, vsako nedeljo z gospo Herto Kosmino, ki jo prav lepo pozdravljam tudi nocoj. Dober večer. Dober večer. In vsako nedeljo midve takole spretno rešujeva, bova rekli, najrazličnejše zdravstvene težave in govoriva seveda o različnih problemih. Vi pa lahko, dragi gledalci in gledalke, seveda tudi pokličete v našo oddajo skozi celotno oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22 in poveste, kakšne so vaše težave, kaj vas muči, in gospa Herta vam z veseljem seveda tudi pomaga z izdelki podjetja Biovis, ki jih vsak teden tudi predstavljamo. No, naj povem, da bomo tudi nocoj podelili prvim 3, ki bodo poklicali v oddajo tele detoks obliže. Kaj pa so oziroma čemu so namenjeni, pa o tem malo kasneje, ko bova predstavljali same izdelke. Torej, midve bova danes govorile o enem problemu, ki je kar pogost, bomo rekli, prisoten v današnjem načinu življenja. To je zakisanost organizma. Pa deva za začetek mogoče povedati, kaj to sploh je oziroma kako točno to določimo, to zakisanost. No, veliko se govori o zakisanosti organizma, tako kot ste rekla, verjetno tudi zaradi tega, ker se ta problem resnično pojavlja. Zdaj lahko izmerimo tudi to zakisanost, sploh s kakšnimi laboratorijskimi testi pa tam. Lahko se izmeri pa z enimi določenimi lističi, ki, bomo rekla, lahko določimo naš pH urina, pa tudi pH sline. Pravzaprav, tako da izjemno enostavno je, bom rekla, najenostavnejše je to dvoje, čeprav rezultati niso vedno prav 100%, zaradi tega, ker je pač odvisno, kaj smo jedli, ali smo to merili vedno ob istem času, ponavadi naj bi to bilo vedno zjutraj, preden sploh kaj pijemo, jemo in tako naprej. Je pa vseeno odvisno, kaj smo mi prejšnji dan, bomo rekla, jedli in pili in tako naprej. Tako da pH urina naj bi bil tam nekako med 4,8 pa 7,5, tisto, kar bi bilo zaželeno, medtem ko pH sline od 6,5 pa do 7,4. Tisto so te vrednosti, ki nam nekako zagotavljajo, da nismo, bomo rekla, prav v rizičnih skupinah. Sicer naša kri mora biti pa zmeri tako rahlo bazična. Zdaj, če ni, potem poteče ta puf sistem, kot mu rečejo, in potehne praktično organizem minerale iz kosti in na tak način vzpostavi ponovno bazičnost krvi. Mi praktično, če bi imeli kri, da bi bila preveč kisla, mi smo mrtvi praktično v parih minutah. Zaradi tega poteka konstantno ta proces. Kam nas ta proces pripelje, pa lahko že razmišljamo. Če potehne organizem velikokrat minerale iz kosti, pomeni, da se lahko ta stvar razvije v eno osteoporozo, osteopenijo in tako naprej. Tako da je tudi osteoporoza lahko kot eno posledično obolenje tega, da smo preveč kisli in tako naprej. Tako da sicer je povezana osteoporoza še z drugimi stvarmi, s hormoni in tako naprej, ampak tudi ta kislost lahko nas pripelje, bomo rekla, v ta sistem. No, in pa kot je seveda z vsako zdravstveno težavo potrebno najti en vzrok, zakaj pride do tega, pa deva midve povedati, kaj pa povzroča to kislost našega telesa? Vzrok je v bistvu, bomo rekla, v današnjem načinu življenja. Zato se tudi o kislosti organizma izjemno veliko govori v tem času. Ena izmed največjih problemov, recimo, ki kisa nekako naš organizem, je tudi stres. Zato smo v prejšnji oddaji imeli kar veliko o stresu in kako se mu izogibati in kako narediti tako, da pač nekako najmanj vpliva na naš organizem. Drugače imate pa tisto, kar je hrana. Hrana je tista, ki izjemno lahko zakisa organizem, če je nepravilno izbrana. Zdaj, lahko je to hrana, ki ne ustreza nam, kot bom rekla, tudi po krvnih grupah. Lahko pa tudi hrana, ki ni dobrodošla, da jo veliko uživamo.
Imava že prvi klic. No, Dober večer, kdo nas je poklical? Ja, dober večer, Janez iz Ljubljane kličem. Pozdravljeni. večer. Ja, poslušam vašo oddajo in glede te zakisanosti me posebej zanima. Naravno zdaj to poslušam vašo sogovornico, ki razlaga, kaj vpliva predvsem na to zakisanost. No, Imate kakšne težave? A ste hotel vprašati, kaj vpliva? ne, nič kaj posebnega, sem to me zanimalo, res ne. Ja, zdaj Kaj v bomo bistvu ravno... najbolj vpliva, ja. No, super, zdaj bomo ravno na tej bazi probali čim več odgovoriti. Ja, Vi pa ja. boste potem po izkusu tudi detoksu bliže, tako da Ja. boste videli, kaj bo vse No. potehalo ven iz vaših nog. Me Ne? zelo veseli, ja. No, super, hvala, Ja, gospod. ja. Hvala za Hvala klic. za Hvala vaš tudi klic. vam. Ja. Lahko noč. Lahko noč. noč tudi vam v studio. No, v bistvu gospod bo zdaj lahko probal, kaj se potehne ven izpod platov na tej bazi, če imamo v organizmu preveč toksinov, preveč strupov, če smo preveč zakisani. No, naj gremo naprej prav za to vprašanje, ki je gospod lepo postavil, kaj vpliva. Kot smo rekli, omenili smo tisti stres, potem imate pa hrano. Ne? Hrana v današnjem času je izjemno težko jo izbiramo, bom rekla, kljub vsej veliki ponudbi. Najprej ne omeni tukaj sladkarije. Ne? Sladkor je ena najbolj kistih stvari. Ne? Sladkor je po vrednosti 1, po vrednosti, kar pomeni, da je izjemno kisel. Ta bel sladkor. Potem imate rjavi sladkor, ki je 3 po tej kislosti. Edino bazično sladilo, naj povem našim gledalcem, je v bistvu sladkor, med. Ne? Med imate edino bazično sladilo, vse, kar je in rjav sladkor in bel sladkor, sta še vedno precej kisla. Ne? No, če malo razložimo, kaj, kot smo prej rekli, 7,4, ne? Naša kri je 7,45, se reče, je rahlo bazična. Če imate pa sladkor, ki je 1, potem vemo, kje smo. Ne? To je izjemno kislo. Ne? Bolj, ko se vzpenjamo po lestvici, bolj smo bazični. Ne? Potem imate tukaj belo moko, ne, ki je tudi tisto. Pa, kar je meni, bom rekla, potem izjemno pomembno je način pridelave mesa. Ne samo meso, ampak način pridelave. Ne. No, bomo potem Bova nadaljevali, ja, smo slišali, da imamo klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. večer. Pozdravljeni. Jaz pa kličem iz Kranja. Dober večer. In bi Povejte. vprašala gospo glede stresov pa tega, imate kaj? Bomo povedali, gospa, na hitro tudi na to vprašanje. Bova odgovorili, Vam. poslušajte nas in gledajte A prav. imate kaj v Kranju tele trgovine? Ja, imamo, tam imate lekarno pri Kranjskem Orlu, gospa. Dobro, hvala. V redu, hvala lepa. Vam bomo Hvala pa lepa. povedali, kako je z stresom. No, Hvala naj lepa. gospej vseeno razložimo, rekla, glede tega stresa. Pa jaz si mislim, da glede poštnine je boljše, da naroči kar tukaj na to izpisano številko, ki bo se izpisala potem. Preparat Relax, gospa, imate izjemno dober preparat pri zmanjševanju vpliva stresa na organizem. Dokazano je tako, da vam zmanjša od 80 do 90% vpliva stresa na organizem. Kar pomeni, da ste vi po noči regenerirate, odpočijete, naspite, medtem ko po dnevi imate izjemno dobro koncentracijo, pa določene stvari grejo malo lažje mimo vas. Ne? Jaz mi rečem, situacija je taka, kot jo vidimo in ne taka, kot je. Ne? Tako da vsekakor, gospa, jaz vam iz srca priporočam ta preparat Relax, ker ga boste izjemno hitro čutila. Približno v 5-6 dnevih ga že čutite. Ne? No, naj nadaljujemo zdaj s to hrano. Ne? Ta v bistvu način pridelave mesa, jaz pravim, ne? Ker če imamo mi
pravo meso. Če imate recimo tisto, ki je bilo vzgojeno na pašniku, ali pa jaz ponovadi zmeraj tako rada, da naredim malo reklame za ovce pa za koze, recimo to je meso, ki je sigurno zraslo zunaj, na zraku, na pašniku, ki so pobrali vse tista zelišča, ki tam rastejo in tako naprej. Tako da je čisto drugačna prehrana, kot pa tisto, ne vem, ki imate ene piščance, ki so zrasli na hitro v tistih halah, ki še dihajo nepravega zraka, kaj pa šele hrane, ne? Je, danes dobiti domače meso je kar plus, a ne? Midve pa imava spet klic, dober večer, kdo je z nami? Dober večer, poslušalka z Koroške, jaz bi pa vprašala gospod, če ima kaj proti zaprtju. Dobro. Ja, bom po televiziji. Hvala lepa. Hvala, lahko noč. Proti zaprtju jaz ne moram mimo, rekla, Purex faze 1, ne. To je preparat, ki ne samo, da vas odpre, gospa, ampak vam aktivira peristaltiko, ne. Ker bistvo Purex 1 je to, da vi tudi, ko zaključite z tem preparatom, imate aktivno peristaltiko in se vam odvajanje normalno poteka tudi naprej. Zato, ker vi z vsakim odvajalom, ki ga vzamete, potem imate vedno bolj uspavano to črevesje in potem imate vsak dan problem, ne. Tako da za Purex 1, gospa Urška, ki jo boste poklicala, vam bo znala ful dobro razložiti, boste odstranila iz črevesja tudi vse tiste obloge, ki jih imate že noter, pa še glivice, pa bakterije, pa boste pridobila aktivnost črevesja, kar pomeni, da boste resnično tudi po zaključku tega normalno odvajala, gospa. Dobro, upajmo, da smo pomagali. Ja, jaz upam, če se čer bo gospa Urška znala to tudi dobro razložiti. V skrajnem primeru pa ne dajo mojo telefonsko številko, tako da bomo lahko pomagali. Pa se boste pomenili, ne? Midve imava spet en klic. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Lepo pozdravljeni, se slišimo. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, gospa, povejte. Dober večer. Jaz bi vas pa vprašala za... Gospa, boste stišala vaš sprejem? Ja, ravno sem hotela reči, gospa, malo stišajte televizor. Ja. Pa se slišimo samo preko slušalke, prav? Ja. Stišajte, ja. Bo? Ja, sem že. Dobro, evo, zdaj pa kar vprašajte. Jaz bi vas vprašala za tremor rok, pa za kolena, ko me tako grozno bolijo. Revmo rok, ste rekla. Tremor. Tremor. Aha, imate tako nemirne roke. Tresejo se vam. Ja, nemirne roke pa koleni obraba. Aha, tako. Bomo, gospa, odgovorili tudi vam. Lahko tudi poslušate zdaj na sprejemniku, kot želite. Zdaj pa lahko odložite telefon, pa televizor nazaj na glas, prav? Hvala, adijo. Ja, hvala, lahko noč. V bistvu bom rekla, gospa bo danes delno zvedla tudi preko tega čiščenja teh pa razkisanosti telesa, veliko stvari, ki mogoče je ena izmed teh problemov je vsebnost kalija v organizmu, ne. Možno je, gospa, da imate probleme ali s pomanjkanjem kalija ali s pomanjkanjem magnezija. Potem pride to tako nemirne noge, bom rekla, pa to drhtenje. Vsekakor pa morate, ne vem, bom rekla, pokličite to gospo Urško, pa se boste vseeno z njo še malo pogovorila, ker mogoče so še eni detajli, ki bi bilo dobro jih vedeti, da bi lahko bolj točno ugotovili, kaj je. Ampak vsekakor bolj skoraj se nagibam k pomanjkanju magnezija. Tako. Dobro. Midve smo še zmeri pri hrani. Pri tem, kako je meso pridelano, to je bistvo, bom rekla, ker vsekakor to meso, ki je na hitro pridelano, v teh zaprtih prostorih ni iste kvalitete, kot je zunanje.
ena, meni nažalost stvari, ki kisa organizem, je pa tudi kava, ne. To je vprašanje, koliko jih je na dan in tako, ne, ampak kava je tudi ena izmed stvari, ki je precej kisla. Ki je precej kisla, ne. Bova sprejeli še en klic. Ja. Dober večer. Dober večer, Tilen tukaj pri telefonu. Pozdravljeni. Jaz niti nimam toliko vprašanja, no, ampak sem pa hotel samo pohvaliti en artikel. Zdaj par tednov od tega, no, sem kupil ta artikel Relax, ki ga smo tudi danes nekaj že omenjali. Pa moram samo reči, no, da odkar sem začel uživati, da dosti bolje spim, pa tudi koncentracijo se mi je izjemno dvignala. Tako da samo še enkrat bi pohvalil celotno oddajo in pa vseeno. No. Odlično. Hvala lepa, ste nam polepšali večer. Hvala, Tilen. Hvala za vaš klic, lahko noč. No, gospod Tilen je izjemno zadovoljen z Relaxom. Tako da ne, Relax je res en taki proizvod, ki je nekaj tako roko v ogenj in izjemno deluje, resnično. No, lepo je bilo to slišati. Ja, res je. Da pa nadaljujeva, da ne zmanjka časa. Ja, zdaj smo bili v bistvu kava, ne, je tista, ki tudi zakisa naš organizem. Ne smemo pa pozabiti na vsa zdravila, ki jih naši gledalci morajo jemati, ampak vsa zdravila imajo kot stranski učinek tudi zakisanost organizma, rekla, slabše te presnova pa vse skupaj. Dober večer, kdo nas je pa sedaj poklical? Dober večer, iz Maribora kličem. Pozdravljeni. Kaj lahko vprašam? Seveda, lahko, izvolite. Ja, imam občutka, zdaj. Ja, iz Maribora kličem. Gospa, dajmo se, dajte vi televizor malo tiše. Jaz imam televizor tiho. Ne vem, kdo. Nekdo je zdaj drugi. No, potem pa samo poslušajte, samo povejte, vprašajte, kaj imate za vprašati. Vprašala bi rada, operirana sem bila 20 let zdaj od tega na divertikulozi in seveda trudim se jesti bolj tekočo hrano, vsako jutro pijem donat in tak naprej, kljub temu imam zelo težave s prebavo. Z zaprtostjo, ne? Ja, zelo. Hotela ste verjetno vprašati, če lahko jemljete tisti paket, ki sem ga prej omenila. Ja, nekaj takega. Ja, tako je. Sej lahko poslušate, gospa, preko televizorja, če želite. Lahko zdaj prekinete pa poslušajte po televiziji, prav? Ja. Dobro. Ja, hvala lepa, lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. No, zdaj upam, da je gospa že odložila in da nas posluša. Že takrat, ko smo imeli to oddajo v fazi 1, smo prav omenili divertikle, ne. To so take majhne, rekla, vrečkice po črevesju in za to obolenje je praktično faza 1 izjemen preparat, zaradi tega, ker imate sadne vlaknine in vam dobesedno izpraznijo te vrečke na črevesju. Vi ne smete nič, ker imate drobnih koščic, pa nobenega tega sadeža, ne. Zato imate pa te sadne vlaknine, ki so čisto gladke, ne. To ustvari se vam kot en gel in vam izjemno lepo ščistite kompletno črevesje, no, gospa. Tako da ja, izjemno zaželen je ta preparat pri tem vašem obolenju, ne. Dobro. Ja, bova še sprejeli en klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. Se slišimo? Dober večer, kdo je z nami? Dobro večer. Pozdravljeni, povejte, gospa. Jaz bi rada vprašala, jaz imam stomo. Dobro. Imate probleme tudi z zaprtostjo, gospa? Ja. Ne glede na to, tudi pri stomi... Oprostite, ki vas prekinjam. Ne, kar povejte. Jaz slabo govorim, ki me zadev kap. Možganska, ja, verjetno, gospa. In jaz imam stomo in še sem se pretrgala. In mene ne more operirati, ki vsa čeva so na levo stran. In če bi oni mene operirali, mi lahko prerezali
Čreva, ne vem, Ja, je bilo sodno za me. In je z mene gre trdo blato. Vam bomo odgovorili, gospa. Gospa, lahko sedaj odložite telefon in naj jo poslušajte po televiziji, prav? Ja, Tako. je že. No, gospa ima stomo, ker je vseeno dobrodošlo, da ima več vlaknin, ker se to potem bolj aktivira, čeprav je tako, pri bolnikih z možgansko kapijo avtomatsko lahko tudi slabše deluje črevesje, ampak nič za to. Te vlaknine bodo, bom rekla, naredile blato bolj mehko, bolj tekoče, je pa izjemno pomembno, da je dovolj tekočine. Tako da gospa mora biti tudi s tem seznanjena, da ima dovolj tekočine. Je pa v paketu vse nekako skombinirano že, kaj bi moglo biti. Tako da jaz mislim, da bo dobrodošlo tudi pri gospe. Dobro. Imava že naslednji klic. Danes bodo poslušalci oziroma gledalci in gledalke govorili namesto naju. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Pozdravljeni, povejte. Tukaj je Ivanka. Jaz bi pa rada vprašala za visok pritisk, imam visok pritisk, pa imam zdravila. Kljub zdravilam imate visok? Ja. Kaj bomo pomislili na stres, gospa, ali kaj? Ne vem. Ja, po mojem, ja. Imam kar razcepil pa prenesem, imam kar dvojne in kar imam na po 150, 170. Jaz mislim, gospa, da če imate toliko zdravil, potem bi jaz probala nekaj proti stresu. Lahko pa istočasno vzamete še česen, bom rekla, v kapsulah, ker imate to česnovo olje, ki vam izjemno dobro deluje in ureja, pa tudi čisti ožilje. Ker lahko je v kakšnem predelu ožilje, bom rekla, malo stisjeno ali kaj takega, pa imate zaradi tega večji pritisk. Tako da jaz pri vas relaks plus česnove kapsule tega olja bi sigurno štartala pri vas v tej smeri. Pa ustrajati. Zdaj se je spodaj na ekranu izpisala tudi številka, gospa? Zdaj sem že naročila in Dobro, potem pa že veste. po televiziji. Hvala. Hvala lepa za vaš klic, lahko noč. No, to je pa tisto, kar sem rekla zadnjič, da povratni kupci so največje potrdilo kvalitete izdelkov. No, odlično. Kje smo potem se mi zaključile? Sva zaključili s hrano načeloma. Zdaj pa dajva midve malo povedati o tem, kako pa mi občutimo, da je organizem preveč kisov. Obstajajo, ste rekli, neki lističi, da se izmeri, ampak... Tisto, ja. Bova še prej sprejeli en klic, pa potem nadaljujeva. Dober večer, kdo je z nami? Ja, dober večer, Isko. Pozdravljeni. Jaz bi tudi ta relaks pohvalila, ga imam zdaj že drugi, sem ga kupila. In je res v redu, kar ga priporočam. Super. Bi pa še nekaj vprašala. Jaz sem dobila eno darilce, pri vas en čaj, 2-3 tedne nazaj, pa ne vem, če je to za čiščenje jeter ali... Kakšen čaj je, gospa? Barva, ovitka? Zelen. Zelen. To je tisti, ki v bistvu čisti prebavni trakt pa razstruplja telo, ja? Ja, sem dobila za darilo, pa nič ne piše, zakaj je, piše samo v... Na internetu malo pogledajte. Če ne pa pokličite v trgovino, vam bodo vse povedali. Prav. V redu. Dobro. Hvala lepa, gospa. Hvala lepa, lep večer. Dobro, tako, kako občutimo mi, bomo rekla, tako brez da merimo, brez da tega, tako v bistvu, bomo rekla, ponavadi največkrat je precej močan vonj znoja. Ker praktično se okopamo, pa čez nekaj časa se povonjamo, pa saj kot da se ne bi kopal. Ali pa recimo potem imate, ko se znojimo, prije tako vse rdeče, vse zrinjeno, ponavadi pri ženskah pod modrčkom, pod pajsko, pa v mednožju, recimo tudi pri moških, pa tako, ko se drhne koža skupaj, že bom rekla, pride zrinjena, pa nas vse boli. Tako da to so tisti jasni znaki prav, bom rekla, preveč kisleha, tudi potem znoja že.
Dobro. Sedaj smo že prišli do tistega trenutka, ko malo predahneva, ko so na vrsti oglasi in vas, gledalce in gledalke, prepustima njim. Mi pa se vidimo zopet čez minutko ali dve. Lepo pozdravljeni nazaj v najini družbi. Midve nocoj govoriva o zakisanosti organizma. No in povejva nekaj mogoče na to temo, kakšna obolenja pa lahko sledijo temu, če je organizem predolgo zakisan. Če je preveč zakisan, sploh če je to močna zakisanost, potem imamo veliko večjo verjetnost, da se razvijajo glivice, sklepna obolenja, da recimo imamo zjutraj take mravljinčate roke, da v bistvu nas veže ponavadi roke, noge, nimamo tistih prožnih prstov, bi rekel človek. Velika verjetnost je avtoimunskih obolenj, sploh izbruhne potem ta metabolni sindrom, o katerem smo govorili, tudi to so povezava, holesterol, sladkor, krvni tlak, pa kar je potem tudi velikokrat povezano, so razni herpesi. Herpes ustnica, herpes zoster, recimo, nažalost, zdaj bom rekla, tolčejo ti herpesi že pri mlajših ljudeh, ni nujno, da so starejši. Tako da veliko večjo verjetnost imamo razvoja virusov, glivic, bakterij, če je telo kislo. Ker v takem ozračju se ti lažje razvijajo. Kaj pa te reklame, naj vas to vprašam, ko vidimo te najrazličnejše izdelke z vrednostjo pH 5,5? Ja, 5,5 naj bi bila naša koža, tako da v bistvu rekla bolj kisla, pa naj bi to nekako nas branilo tudi pred vstopom glivic, bakterij in tega. Tako da tisto je povezano s tem, da to ne bi bila pravilna kislost kože. Kot smo rekli, kri je pa tam rahlo bazična, 7,45. Tako da imamo različne kislosti v našem telesu. Tako kot ste prej videla, recimo urin je ena kislost, koža ena, kri je bazična, tako da ni vse enako. Tudi zaradi tega splošno kislost organizma težje izmerimo. Najbolj jo skoraj sami čutimo. Prav v tem, kot sem rekla, v vonju, v tem iritiranju kože in vse te stvari. Imate recimo, ljudi, ki poleti, ko se znojijo, jih peče, recimo pod ustnicami, ali pa naslonite telefon tukaj in vas potem tukaj vse pravi, joj, sem alergičen. Znoj je v bistvu premočan. No, midve že imava klic, spet je nekdo z nami. Dober večer. Ja, dober večer želim, iz Štajerske kličem. Jaz bi samo rada vprašala, če je zvezi z vnetjem grla, kaj bi lahko imala, recimo, vzela kot zdravilo. Imate večkrat ali kaj? Pekoče grlo in... Se vam to ponavlja? Ja, to je to že kronično, zdaj to gre od želodca, gor tale kislina. Danes vam bomo opisali, gospa, te kapljice, to je ta alkaline kapljice, ki v bistvu razkisajo telo, pa tudi kislino v želodcu, samo ne smete jemati zdraven hrane. Vi v bistvu date v liter vode 10 kapljic te tekočine, ki je poseben izvleček, ki bomo potem opisali, in pijete v toku dneva, ne pri hrani. Ne takrat, ko jeste. Ja, razumem. Ja, tako. In lahko se zgodi, da vam tolče kislina v grlo, v požiralnik, in v bistvu je to premočna kislina za sluznico požiralnika. Kako ste že rekli, kako se reče A? Alkaline. Ja, saj bomo opisali do konca še oddaje. Imate pa tudi telefonsko izpisano, gospa, kjer lahko naročite ta izdelek? Pa še kaj vprašate, gospod Urško. Pa tudi vprašate še kaj, vam bo gospa Urška z veseljem svetovala, prav? 44, sam trenutek 22. V redu. Hvala lepa za vaš klic. Lahko noč.
Dobro, torej, mene pa zdaj zanima, kako pa lahko mi sami znižamo to kislost organizma. Slišala sem, da naj bi temu pripomogla tudi soda bikarbona, pa bova to povedali takoj po naslednjem klicu. Dober večer, kdo je z nami? Aha. Nekdo je prekinil, dobro, bova nadaljevali. V bistvu obstajajo ene raziskave, ki so jih delali z sodo bikarbono, ampak ne v takem smislu. V bistvu so jih delali celo intravenozno. Tako da je to, naj bi bile raziskave, ki so jih delali proti rakavim celicam, ker tudi rakave celice v bazičnem organizmu ne obstanejo. Je pa to, kar so delali te raziskave, je bilo v bistvu intravenozno, tako da ni to isti efekt. Jaz včasih rečem, mi če želimo znižati kislost organizma, nas čaka malo več dela, en drugačen protokol. Tako da ne gre to tako, ker če vi spijete eno sodo bikarbono in ponavadi je to tako, da jo spijejo še vrhi hrane, takrat, kadar pojedo, pa se to nekaj ustavi, potem pa grejo in spijejo 2 deci eno žličko sode bikarbona in to spijejo in potem se sicer tista hrana res dvigne, ampak si naredijo kar veliko medvedjo uslugo, ker je še manj kisline, da bi to hrano prebavilo in se hrana slabše presnavlja. Slabše presnavljena hrana je pa direkten povod tudi za kislost organizma. Dobro, zdaj pa imamo menda klic. Dober večer. Kdo je z nami? Dober večer. Tukaj sličam iz Ptujske gore. Jaz pa bi vprašala glede tega jemanja marevana, če to tudi kaj vpliva na, recimo na prebavo, na vse te zadeve, težave s prebavo oziroma... Imate samo marevan ali še kaj drugega, gospa? Marevan pa biol za srce. Ker imam srčno aritmijo. Ja. Bomo malo povedali, zdaj prav direktno, ne vem, če bi moglo to kaj vplivati. Ste imela vi kakšno obolenje? Zakaj so vam dali marevan? Srčno aritmijo imam. A zato so vam dali marevan? Ja. Dobro, potem. Dobro. Bomo odgovorili, gospa. Sedaj povedali malo o tem, lahko naj jo poslušate in gledate. Hvala lepa. Lahko noč, hvala lepa. Zdaj, marihuan prav direktno na prebavo ne bi mogel imeti kakšnega vpliva, to je rečenje krvi. Lahko pa se zgodi, jaz mi tako rečem, nobena stvar ne moremo reči, kako 100% vpliva na enega človeka. Tako da sigurno, če imate te probleme, potem je dobro, da nekaj naredite v tej smeri, da je pač odvajanje redno. Prej bi jaz tukaj rekla, da imate kot pomanjkanje prebavnih encimov, gospa, ki so se lahko zmanjšali zaradi obolenja in te stvari, ker avtomatsko, potem lahko pa ta zdravila vplivajo na jetra, ker marihuan je nekako, tudi v tej smeri, ker jetra regulirajo gostoto krvi pa vsega tega in potem se vam izloča manj prebavnih encimov. Tako da prebavne encime bi bilo izjemno dobrodošlo dodati, gospa, pa bi verjetno tudi prebava se potem bolj uredila. Tako da lahko pokličete gospo Urško, pa vam bo ona razložila tudi glede teh prebavnih encimov. Jaz mislim, da bi bilo za vas Carbo Digest izjemno dobrodošla formula. Dobro, smo odgovorili nekomu. Sedaj pa ima še nekdo vprašanje. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Jaz vas bi obedve lepo pozdravila v studiu. Hvala, enako. Bi vprašala, kaj je dobro za sklepe. Sklepi možu zatekajo, pa ga fejs bolijo. Bi prosila, če mi odgovorite. Dobro, hvala vam za klic, lahko noč. Zdaj, mi direkten preparat, ki je za sklepe, je Green Shell Muscle, gospa. To je ta zelena ustna školjka, pa MSM, pa glukozamin, pa vse to, kar zajema nekako prekrvavitev sklepov, pa tvorbo sklepne tekočine plus regeneracijo hrustanca. Zdaj, dobro je potem, da boste slišala tudi danes glede tega razstrupljanja, pa bom rekla bazičnosti organizma, ker pri sklepih je velikokrat ta zakisanost tudi v povezavi. Drugače pa, kar se tiče direktno sklepov, Green Shell Muscle, gospa, je izjemen proizvod, res.
Dobro, lahko tudi gospa pokliče na spodaj izpisano telefonsko številko in naroči ta izdelek, a ne? Ja, midve pa imava zopet klic. Dober večer, kdo je z nama? Dober večer. Pozdravljeni. Imam vprašanje, kako odpraviti želčne kamne. Bom poslušala po televiziji. Dobro, hvala lepa, lahko noč. Zdaj to tako, ne, če jih bomo odpravili 100%, to bom rekla, nobeden me ne more držati za besedo, ne. Ampak žolčne kamne se ponavadi tvorijo zaradi tega, ker pač se slabo presnavljajo ene določene beljakovine in se potem še premalo tekočine uživa in se vse skupaj lahko tvori se ustvarja ta kot ena sečna kislina, pa se potem to stvori eni kamni. Tako da pri gospeji jaz prvo, kar bi svetovala, bi bilo sigurno, bom rekla, Liver Protect. To je bil ta proizvod, ki smo ga imeli par tednov nazaj s formulo dr. Tomislava Majiča, pa še tisti rdeči čaj, to je Biovisova mešanica, ki je narejena tako za čiščenje žolča pa jeter. V kombinaciji Liver Protect pa Biovis čaj in ustrajati. Pri situaciji, kot ste jo omenila, je minimalna doba jemanja vsaj 3 mesece. Tako da jaz upam, da vam bo potem uspelo. Naj bi delovalo v tej smeri. Se pravi, ne obupati, ustrajati. Nož je še zmeraj na razpolago potem na kraju. Jaz tako včasih rečem, naredimo vse prej, preden gremo. To je nekakva zadnja postaja, bomo rekli, zadnja varianta za odpravo. Midve pa imava zopet klic. Dober večer. Kdo nas je poklical? Jaz sem poslušalka iz Prekmurja, Vera. Pozdravljeni, gospa Vera. Ja, mene pa nekaj zanima, pa bi rada prosila gospod, če mi lahko svetuje kaj glede astme. Ja, bomo malo probali razložiti. Ja, hvala lepa. Ja, hvala lepa za vaš klic, lahko noč. Pri astmi je tako, zmeraj je v povezavi tudi s stresom. Tako da sigurno bi bilo dobrodošlo recimo relaks, to prvo. Drugo, kar so pa ta gobe reishi, ker imate eno res posebno tinkturo teh gob, ki vam pomagajo pri prenosu kisika. To je ena izmed redkih stvari, ki direktno deluje prav, bom rekla, pri astmatičnih obolenjih, da pomaga pri prenosu kisika. Tako da nobeno prehransko dopolnilo ni prav, bom rekla, tako če resnično povemo, izdelano prav v tej smeri, da bi bilo za astmo precej narejeno. Je pa vedno, tako kot rečem, vedno je nekako baza stres. Če je to pa alergijska astma, potem imate še dobrodošlo, rekla, vnos kalcija in te stvari. Tako. Več stvari hkrati, da se to mogoče oblaži, bomo rekli. Res je. Dobro, torej govorile sva o tem, kako sami znižati kislost organizma. In če sem jaz nekako prav razumela, je to kar dolgotrajen oziroma zelo obširen proces, ker je v bistvu potrebno vse skupaj moramo paziti. Paziti je potrebno na vnos tekočine, paziti je potrebno na pravilne prebavne encime, ko smo prej omenili pri gospej. Če se hrana nepravilno presnavlja, recimo, da nas napenja, da vidimo, da vsako stvar, ko pojemo, ni v redu, potem avtomatsko vemo, da nimamo dovolj prebavnih encimov in v tem primeru se hrana v našem telesu gnije, kar pomeni, da ustvarja eno določene strupe. Tako da moramo si pomagati, da imamo dovolj prebavnih encimov, moramo paziti, da se dovolj gibamo, To je vsaj pol ure ene take hitre hoje dnevno, da naš organizem nekako, bi rekli, zalaufa, da smo se prekrvavili, da je prišel kisik praktično vse predele našega organizma. In paziti moramo na tekočino. To smo tudi že prej rekli, vsaj 3 decilitre na 10 kg telesne teže. Mi govorimo stalno o tej tekočini. Mi smo že vsi nekako pozabili piti.
Enostavno nimamo, zgubili smo tisti občutek žeje in potem rečejo, ja, ma sej nisem žejna, sej ni. Ampak mi moramo to se prisiliti, primorati, da bomo spili to. Pa izogibati se moramo vsem pesticidom, vsem tem stvarem. Tako da dobro je, da zbiramo resnično hrano, ker pesticidi tudi izjemno strupijo organizem. No in se pravi, moramo mi praktično vsak dan delati na tem, da zdravo jemo, da zdravo živimo, da ne pride posledično do te zakisanosti, ki lahko povzroči kar nekaj težav. Največkrat je problem pri nas na vztrajnosti. Na vztrajnosti pademo. Se naredimo, bom rekla, tistih prvih korakov in se potrudimo in tako naprej. Potem pa nas zmanjka, zgubimo voljo in praktično se moramo naučiti malo drugače živeti. Mi vsak dan vzamemo zdravila, se pomeni, vsak dan moramo narediti toliko, da bomo pač zmanjšali njihove stranske učinke. Ali pa recimo, ne vem, če že vemo, da pojemo nekaj, ne vem, ocvrtega, nekaj tacga, potem pač moramo vedeti, da moramo pojesti drugi dan malo več sadja, malo več kakšnega čaja, spiti, malo več teh stvari. Ker še tako konstantno zaostajajo v našem telesu ti strupi, pesticidi, pa vse te stvari. In ponavadi se kopičijo tako daleč od življenjsko pomembnih organov, daleč od srca, tudi ledvic, pa vsega tega in ponavadi so od pasa dol, te odpadne snovi. Dobro. Naju je spet nekdo poklical. Dober večer, kdo je z nami? Dober dan. Dober dan. Zdravljeni. Tule s Celja kličem. Jaz imam en večji problem glede zaprtja za odvajanje. Zdaj pa jaz si to pomagam z Donat MG. Dobro. Zdaj pa ne vem, če je to v redu, ali postoja kako zelišče, kak čaj zeliščni, da da to dobiti mogoče. Bova odgovorili, gospod, poslušajte in gledajte naju po televiziji, prav? Ja. Ja, hvala lepa, lahko noč. No, prej smo že rekli o tem, to, gospod, je paket. To imate paket, ki je za 30 dni za to, da vam aktivira peristaltiko. Ker če boste vi zmeri pil ta odvajala, tako kot smo rekli, boste imeli vedno bolj uspavano črevesje. Pomembno je, da imate veliko vlaknin, ki vam bodo aktivirale peristaltiko, da se bo začela sama premikati, pa da boste potem tudi iz telesa odpravili te odpadne obloge, ki se vam tvorijo na črevesju in da se bodo osvobodile te resice, ki bodo absorbirale hrano, da boste iz te hrane, ki jo uživate, tudi praktično več dobil. No in če mogoče gospod prej ni slišal, mogoče samo ponoviva, kateri paket je to? To je Purex 1 paket. Dobro, Purex 1. Za 30-dnevno čiščenje organizma. Lahko naroči gospod na spodaj izpisano telefonsko številko. Midve pa greva naprej že z naslednjim klicom. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Pozdravljeni. Dajte samo stišati vaš televizor, da se bomo boljše slišali. Pa naj samo preko telefona poslušajte zaenkrat. Ja. Ja, ste slišali? Ja. Dobro. Zdaj se bomo pa slišali. Povejte. Midve vaju slišiva. Kar povejte, gospa. Halo? Se slišimo, gospa? Ne bo šlo, gremo naprej. Ja, torej, naj povem vsem gledalcem in gledalkam, ki pokličejo, stišati je treba televizor in samo slušalko na uho, pa se slišimo, da se bomo lažje pogovarjali, ne? Dobro, torej, kje smo midve ostali? V bistvu smo ostali pri tem, da morajo biti vztrajni, da morajo vsakodnevno vedeti, kaj so pojedli, kaj so vnesli vase in če vedo, da so en dan se malo prekršili, pomeni, da se treba naslednji dan malo izogibati. Se pravi, poslušati svoje telo in prilagoditi in skrbeti, seveda. Ker je to, kako so rekli, da je to
tempelj naše duše, tako da moramo skrbeti za ta tempelj. Res je, ja, vsekakor. Torej, mi dve imava naslednji klič, mogoče malo več sreče z njim. Dober večer. Dober večer. Tule je Ivana pri telefonu. Povejte. Jaz bi pa rada vprašala, kaj bi bilo za pasovec? Dobro. Bova odgovorili. Bova odgovorila, ja. Lahko poslušate in gledate po televiziji, prav? Pa, lahko noč. Hvala, lahko noč. No, tako kot smo prej rekli, v bistvu visoka kislost privede do tega tudi pasovec. To je ravno tako je ta herpes, ki se pač na tak način razvija. In jaz gospej priporočam, da recimo se resnično razkisa, potem pa najbolj, kar deluje proti virusno, so spet tako, so te gobe, ki delujejo resnično močno proti virusno, pa imunostimulativno, kar pomeni, da popravljajo imunski sistem. Ker pri virusih je tako, kot ga enkrat imamo, moramo potem vedno paziti, kakšen imamo imunski sistem. Ko imunski sistem pade, virus izbruhne. Tako da konstantno mora delati na tem, da je imunski sistem močan. Da ne pride do izbruha tega. Mi dve imava že en klic. Dober večer. Kdo je z nami? Halo? Halo, dober večer. Večer. Celje kličem. Povejte, gospa. Pa bi rada vprašala, s čim bi se lahko pomagala, ker sem skoraj po vsaki hrani postanem zasluzena, Kaj postanete? Zasluzena. Zasluzena gor, ja, po grlo so kar neke sluzi, takoj ko hrano pojem, In zdaj sem razlikani želodca, pa ni nič pokazalo, da je bilo kaj narobe, pa bi vprašala, s čem bi se lahko kaj pomagala. Ja, tako bomo odgovorili, gospa. Bomo odgovorili, poslušajte, gledajte po televiziji, prav? Hvala lepa za vaš klic, lahko noč. Pri gospeji bi tako, sigurno bi bilo dobro, da recimo vzame prebavne encime, ker ona, itak, če so jo slikali, ni kaj videti, ker ne moramo videti, koliko prebavnih encimov izločajo recimo določeni organi, ali želodec, ali bom rekla jetra, trebušna slinavka in tako. Tako da tudi pri gospeji izjemno priporočam prav ta Carbo Digest, gospa. To so prebavni encimi, celoten spektr prebavnih encimov, ki jih vzamete eno kapsulo po hrani. In vam bo pomagala pri tem, da boste lažje prebavila, pa presnovila in se ta sluz ne bo ustvarjala. Edino, kar vam še priporočam, da jejte počasi, pa hrano dobro, bom rekla, zgrizite. Da gre že tam veliko prebavnih encimov, tudi iz sline, vam v hrano. Dobro. Kdo je z nami? Kdo nas je poklical? Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Jaz bi pa vprašala, kaj je kaj dobrega, kaj je proti Parkinsovi bolezni. Če ve, gospa, kaj dobrega. Ja, nekaj, Dobro. Vem, da to ni uzdravljivo. Ja, vem, samo da vsaj malo ustavljate. Tako. Hvala lepa. Hvala lepa, lahko noč. No, tam so sigurno dobrodošli vsi močni antioksidanti. Tako da jaz gospej ful priporočam ta Bioflavonoid King, to je steklenica skoncentriranih vseh temnih sadežev. Vsebuje resnično, rekla, od vseh vitaminov, vseh mineralov v izjemni dobri in lahko, bom rekla, absorpcijo pride, lahko so dostopni vsi vitamini pa minerali v take obliki. Drugače pa koencim, gospa, s selenom bi bil izjemno dobrodošel, zdraven tega. Tako da tam boste res potem dobila, tako kot ste sama rekla, ni ozdravljivo, ampak da dobite več energije in da gre bolj počasi to obolenje naprej. Dobro. Sedaj pa mislim, da je čas, da mi predstavimo te dva artikla. Tako je. Pa začniva kar mogoče s temi obliži, ki smo jih danes... No, te obliže, ki smo danes tudi prvim trem
klicateljem podarili, ne, to so obliži, ki se prilepijo na podplate. Vzpostavijo v toku noči, ker to mi zvečer si umijamo noge v slani vodi, zmasiramo z brisačo in potem si to prilepimo na podplate. Res je tako, da v toku noči ti obliži vzpostavijo pravilno cirkulacijo in se odprejo pore na podplatih in potem iz podplat steče, bom rekla, ena določena umazana tekočina in tako tudi zjutraj, ko to odlepijo, je vse smrdljivo, sluzasto, pa bom rekla, res ni najlepše za videti, no, ampak mi imamo pravilno cirkulacijo, noge niso težke, niso pekoče, niso mrzle in spimo veliko boljše, ne. Zaslužen za to je sigurno ta poldragi kamen turmalin, ki je noter plus vsa ta zelišča, ne. Dobro, bova sprejeli klic, ja, pa bomo potem nadaljevali. Dober večer, kdo je z nami? Alo? Ja, dober večer, pozdravljeni. Dober večer. Jaz sem tule klical že prej, pa želim, če bi lahko dobil pri gospej zdravnici tole neko zelišče, ker jaz se zdravim tole stolico, ker imam zaprtje za Donat MG, ne? Pa mogoče postoje kaj bolj pametnega, Dobro, bova odgovorili, glejte in poslušajte po televiziji. Ja, pa telefon držim odprt. Ne, telefon pa kar odložite. Ja, kaj bom pa prši zvezo? Imate televizijo, gospod Prižgano? Ja. No, dejte na glas, telefon odložite in bo gospa Herta vam odgovorila preko televizije. Dobro, hvala, lahko noč. No, tako. Da ne bo pomote, nisem zdravnica, ne, sem samo bolj na bazi nutricionistov. Tako da, gospod, jaz, kar se tiče zaprtja, težko neka svetujem karkoli drugega, razen Purex 1 paket, ki smo ga danes že omenili enih 3-krat, mi zdi meni, ampak za moje pojme je tisto tako paket, ki 99% vam odpravi probleme z zaprtjem. No. Ne samo z zaprtjem, ampak tudi z absorpcijo hrane, tako kot smo rekli, pa tudi iz vaših prebavnega trakta odnese vse tiste odpadne snovi, pa deluje še protiglivično, protibakterijsko, pa protivirusno. Tako da, kar se tiče prebavnega trakta, začnite prvo z Purex paketom 1, kajti v prebavnem traktu imamo mi 80% imunskega sistema in če tam ni tako, kot bi moglo biti, tudi vsega drugega ne bomo poštimali, ne. Dobro, sedaj pa bova sprejeli, mislim, da zadnji klic nocoj. Dober večer, kdo naj je poklical? Dober večer, še enkrat kličem. Gospa Herta, mene nekaj zanima, jaz sem 3 ure paket vaš že kupila pri Biotopu in mi je zelo pomagal. Z možem smo zelo bolana in me zanima, zato, ko ste zdaj prej rekli, ko tudi imamo cirkulacije dobre, obliže za čez noč, kjer se to dobi, pa koliko je stanejo? Ravno tako jih dobite tudi na telefonski številki. Če pa ste že bila v Biotopiku, tudi tam jih imajo, tako če rečem. 14,90 €. 24,90 € je pa malo prodajna cena. Je pa cena. Dobro. Ja, hvala vam, lahko noč. Hvala vam. Tako, zdaj pa daj vam to dokončati. To se v bistvu, to je samo lepljiv obliž, na katerega postavite neka to vrečko teh zelišč v tej smeri. To, kar je zlato, date na lepljivo stran in to, kar je brez barve, date na podplate. In to se prilepi v toku noči, 8 ur imate na nogah in dobesedno deluje tako, kot da bi 8 ur imeli enega, ki vam bi delal refleksoterapijo na nogah. Ne? Tako da vam spodbuja cirkulacijo in spodbuja tudi vse organe, ki pomagajo pri čiščenju. Ne? Ker tukaj noter imate tudi, kje imam jaz tle liste, tukaj noter imate tudi tak prospekt, kjer imate točno opisano, kje so kakšne refleksne točke in tam, ker imate večji problem, tam je dobro, da recimo prilepite te obliže, da lažje potem spodbuja
ta zelišča lažje spodbujajo te točke tudi s tem, da čistijo jetra, da se čistijo, da spodbujajo trebušno slinavko, prebavni trakt in tako naprej. To je, kar se tiče teh obližev. To se naredi ena kura 5 noči, potem pa, če vidite, da je po 5 nočeh še vedno vse umazano, smrdljivo, pa tako, kot smo rekli, potem se počaka enih 10 dni in se naredi še eno kuro. Če imamo mi telo čisto in če je prekrvavitev v redu, speljana, potem pomeni, da bi bili obliži zjutraj beli, tako kot smo jih zvečer dali tudi na noge. Drugi preparat, ki imamo, je pa tukaj ta alkaline kapljice, kjer smo že prej debatirali s tem gospodom, gospod, si ne vem, kdo je bil. To imate izvleček rdeče pese pa detelje alfalfa. Ta preparat vsebuje tudi dokaj visoko vrednost kalija. Zdaj, tisti, ki imate probleme, da imate previsok kalij, potem tega preparata ne smete. Drugače pa imamo mi pravzaprav veliko problemov zaradi tega, ker imamo premalo kalija. In je lahko tudi povišan krvni tlak, znak pomanjkanja kalija, aritmija srca, kot je bila prej že parkrat tudi omenjena, tudi pri gospe. In mi naj bi leta nazaj živeli s sorazmerjem 5 enot kalija in 1 enota natrija. In zdaj smo prišli kontra situacijo, prišli smo po najboljši varianti, imamo tako 1 enoto kalija in 2 enoti natrija. In v našem organizmu je ful pomembno, kako so razporejeni minerali. Tako da jaz, ki sem potem še malo bolj študirala ta preparat, sem nekaj, si to bi lahko praktično vsi. Razkisa organizem, doda kalij, bom rekla, in izjemno dobro deluje na kompletnem mišičevje tudi, ker če smo mi brez kalija, potem je tudi tako, smo utrujeni, slabovoljni, mišice nimajo tiste moči, zaradi tega, ker hrana težje prehaja v naše celice. To se pa tako, da se vzame v bistvu 10 kapljic v liter vode in se pije v toku dneva, ne pri hrani, takrat, kadar ne jemo. Tako da se res, sem rekla, razkisamo in da se to tudi prečisti v našem telesu. Se pa tudi ta preparat izjemno hitro čuti. Tako da tudi tisti, ki imajo visoko kislost želodca, je tukaj ta preparat izjemno dobrodošel, ker ne ustvari tiste obloge na želodcu, kot jo ustvarijo zdravila, ampak samo zmanjša to kislost v želodcu, da ne potem tolče gor in da ne ta kislina razjeda sluznice požiralnika. Se pravi, ta dva proizvoda približno enako učinkujeta? Ne, jaz pravim tako, da najlažje bojo dosegli rezultat, če bojo skupaj si naročili, itak ni tako drago. Zdaj, tudi alkaline kapljice imajo eno ceno, se mi zdi, da tam okrog 25 evrov, 23,90 evo, tako. Tako da imate res eno kombinacijo, ekstremno dobrodošlo. Tudi detox peč, ti obliži, ki so tukaj, to je stvar, ki ne odpove. In niso po naključju zlate barve, ker imajo izjemno visoko vrednost tudi teh zelišč noter. Mi smo že prej imeli ene druge, ampak moram reči, da niso bili tako efektivni. Jaz sem potem prav probala enkrat na eno nogo enega, na eno nogo drugega, in je bilo videti zjutraj res ne samo 30. To smo pozabili povedati, drugače se to da samo na eno nogo ali na obe nogi? Na obe nogi se zalepi, na obe nogi enakomerno, rekla, 5 noči zaporedoma, ker jih je pač noter, jih je 10 komadov, na obe nogi 5 noči zaporedoma. Tisti, ki imajo kakšne bolečine, tako da se recimo, ne vem, ali da ful boli rama ali pa komolc, se lahko nalepi tudi tako, da se nalepi enega od zadaj, enega spredi, ker nekako naj bi tudi na sklepe delovalo protibolečinsko. Ampak zato, ker mi pač tukaj rabimo, smo rabili bolj, bom rekla, za razkisanje organizma in za sproščanje, potem imate pač na podplate, ker deluje to, tako kot smo rekli, refleksoterapija,
terapija in praktično čez celo noč. Vsi tisti, ki imajo pekoče noge, težke noge in to bojo izjemno hitro to opazili, ali pa mogoče še tisti, ki imajo kakšne rane po nogah, pa se ne zacelijo. To so ti razni ulkusi, ki smo jih tudi enkrat debatirali. Če imajo te obliže na podplatih, se cirkulacija pospeši, kar pomeni, da bo potem ta rana se lažje zacelila, ker če ni kisika, če ni prekrvavitve, se tudi rane ne celijo. Tako da je to izjemen artikel. S kapljicami bojo res dosegli. Tisto kapljic je pa približno tam za enih 45 dni. Je kar dolgi rok. 10 kapljic noter je kapalka, si zmerajo 10 kapljic liter vode in v toku dneva. Pa še spili bojo malo več. Še to, še vnos tekočine. Evo, pa sta 2 muhi na en mah. Torej, vsi, ki vas zanimajo ti izdelki, ki ste danes klicali, lahko pokličete na telefonsko številko, ki je izpisana spodaj na ekranu in seveda naročite te izdelke. Midve sva za danes zaključili s to temo. Naslednji teden bova odprli spet novo, se vidiva in se tudi mi vidimo in slišimo tako ali drugače. Hvala lepa, gospa Herta, ker ste bili nocoj z nami. Seveda tudi vam, dragi gledalci in gledalke, vsi, ki ste klicali, tudi tisti, ki niste. Glejte nas zopet prihodnjo nedeljo in smo zopet skupaj na istem mestu ob istem času. Hvala lepa za nocoj in lep večer želim še naprej. Lahko noč.